tokrat bomo v eno oddajo stisnili 24 ur Le Mana. Potem preverimo, ali zna Audi v resnici že izračunati zeleni val in se z motorjem zapeljemo varno, ampak dinamično. No, na podoben način se zapeljemo tudi z Abarthom E in Opel Astra plug-in. Le Mans. Stoletna tradicija pisanja dirkaških sanj in lova za dirkaško slavo. 13,5 km dolg krog na najbolj sloviti dirki na svetu gosti več kot 60 dirkalnikov in 180 dirkačev, ki kljubujejo izzivom vzdržljivosti, narave, dirkaške tehnike in koncentracije. In na ta fascinanten krog naj vas ponese kar legendarni Goodyearjev blimp. Spoznajte slavne zavoje Indianapolis, Daytona, Porsche, Dunlop pa neskončno ravnino Mulsanne, kjer padajo hitrostni rekordi. Iz samote in višine blimpa pa se preselimo na čvrst asfalt. Le Mans je namreč praznik športa, praznik avtomobilizma, praznik tehnike in praznik navijaštva. In letos ta slovita dirka praznuje stoletnico svoje prve izvedbe, ki je potekala leta 1923. Zato so letos tukaj zbrani prav vsi, ki v svetu avtomobilizma nekaj pomenijo. Tu je branilec naslova Toyota, pa najuspešnejša ekipa Le Mana Porsche, pa domača francoska ekipa Peugeota, vrnil se je Ferrari, pa najglasnejši dirkalnik na startu ameriški Cadillac in za nameček še dve manjši ekipi, ki osvajata navijaška srca, Glickenhaus in Vanwall. Prvenstvo vztrajnostnih dirk je torej z novimi pravili resnično dobilo močan nov zagon. In tukaj v dirkaškem pedoku se veliko pogovarjamo, katera ekipa bo na tej dirki najuspešnejša, napeto spremljamo dirko. In takole, že po prvih urah je popolnoma jasno, da se Toyota nikakor ne bo sprehodila do nove zmage. Menjave v vodstvu, spremembe vremena. Na eni strani proge je sijalo sonce, na drugi strani padal dež, dirkalniki so se vrteli in številni so izgubljali mesta in se prehitevali samo po zaslugi tega, da so izbrali drugačne pnevmatike kot svoja konkurenca. Tale dirka je popolnoma nepredvidljiva. Ravno pnevmatike so ena izmed komponent vozila, ki so med 24-urno dirko najbolj na udaru. No in ničkolikokrat se je že zgodilo, da je ravno pravilna izbira pnevmatik oziroma pametno in skrbno ravnanje z njimi odločilo o končnem zmagovalcu. No in zato vas povabim v zanimivo Goodyearjevo delavnico, ki je za čas dirke največja delavnica za hitro premontažo pnevmatik v Franciji. You're really in the heart of Le Mans. I give you a little fact to bring it to life. So the winning LMP2 car last year, it did over 5,000 kilometers in completing and winning the race. That's about the equivalent of 16 Formula One Grand Prix, or slightly over. So, in essence, we're servicing 2/3 of a Formula One season in 24 hours here. You know, to give it the scale, it's huge. So, teams will come with their tyre trolleys, bringing their rims to us. We'll fit the tyres, do all of the necessary scanning of the RFID codes, do all of the correct preparation with the tyre in terms of fitting to the rim, inflation. Those then get delivered to the teams and they take it back to their pit box ready for final checks and fitting to the cars.
Vztrajnostne dirke torej niso le dvourni rock koncert, ampak pravi dirkaški festival. Večdnevni dirkaški in navijaški festival. In na tem festivalu so za obiskovalce izjemno atraktivne tudi zakulisne zgodbe. In eno, ki je mene povsem prevzela, predstavljajo parade in razstave legendarnih dirkalnikov. In ob takšni paradi človeku postane povsem jasno, da bodo ljubitelji avtomobilskega športa električne dirkalnike zelo težko sprejeli. Na paradi je namreč najbolj bučen aplavz zbrane množice prejel legendarni Mazdin dirkalnik z visoko vrtečim se Wanklovim motorjem. In zakaj takšen aplavz? Ker je ta dirkalnik najbolj glasen. In ko smo ravno pri glasnih dirkalnikih, poslušajte še tega, ki ravno kar rohni na drugi strani glavne tribune. Ne, to ni takšen klasičen Chevy Monte Carlo, ampak Camaro, dirkalnik nove generacije iz serije NASCAR, ki je k nam prišel iz Amerike. Ko zarohni 8-valjnik tega dirkalnika, se ob dirkališču dobesedno tresejo tla. Ta dirkalnik, ki so ga na dirko v Le Mans pripeljali v čast njene stoletnice, nastopa v tako imenovanem eksperimentalnem oziroma inovativnem razredu. In zato zanj ne veljajo tako stroge omejitve kot za ostale. No in ko sem šefu te dirkaške ekipe zastavil vprašanje "How big is the engine?", mi je odgovoril samo "Yes". It's loud because it's a standard block American V8 muscle and power, and you need the noise. And then you not only need the noise, but you need the car to rumble, the earth needs to shake. Motorsports has always been two things. It's always been technology and drive-in, innovation, tires, motors, the vehicle, but it's always been entertainment. People want to see things go fast. No, zvok dirkalnikov je resnično tisto, kar dviga kocine. In ja, ker je moj hotel tako blizu dirkališča, sem vseeno nameraval izpustiti kakšno nočno uro dirke in si malo odpočiti. Pa ni šlo. Rohnenje dirkalnikov z ciljne ravnine in po nasprotni ravnini Mulsanne je absolutno preveč glasno, pa tudi vabljivo, in tako sem skupaj z mehaniki in najbolj zagretimi navijači prebedel noč. Ko se je noč prevesila v jutro, je bila dirka daleč od odločene. Do takrat so se ekipe menjale v vodstvu. Nekaj časa je vodil Porsche, nekaj časa Peugeot, a bolj, ko se je dogajanje približevalo karierasti zastavici, je bilo jasno, da se bosta za zmago tokrat udarila dva. Toyota in Ferrari. Milijoni gledalcev po svetu so uživali v prehitevanjih, kot da bi šlo za sprintersko preizkušnjo in ne za 24-urni maraton. Vse dokler vsem skupaj ni zastal dih. Toyotinemu dirkaču so v vodstvu moštva zaukazali popoln napad, a ta se je naposled končal z napako. Voznikom Giovinazziu, Caladu in Pierre Guidiju je bila odprta pot do zmage. A ker so vztrajnostne dirke moštveni šport, je na naslovnice z zmago po kar 58 letih premora torej prišlo moštvo Ferrarija. There's a driver to finally win the big prize for sports car racing, which is Le Mans 24 Hours. It's like a big tick in the box. You know, I finally got there, finally won it. But it's not just you either. You've won it with the teammates, you've won it with your team, and your family who've supported you all the way through. So it's not just my victory, it's our victory. Kar se preizkusa delovanja visoke tehnologije, še posebej vzdržljivosti visoke tehnologije tiče, je letošnji Le Mans na povsem novo raven postavil preizkus delovanja med benzinskim in električnim motorjem, še posebej menedžment delovanja med njima. No, kot je za avtomobilnost pred časom dejal Peugeotov dirkač, sta dva motorja, ena težava več, če pa samo en motor, je pa moči premalo. No, ampak pred nami je preizkus Abartha, ki nima te težave. Mislim, ene težave nima. Abarth ima zelo veliko moči. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo zgodilo. To, da bodo klasične avtomobilske legende dobile električni motor.
Nekaj, kar si pravi športni navdušenci nikakor ne znamo predstavljati. Pa smo v zmoti? Pri Abarthu pravijo, da smo. Abarth 500 bo namreč prihodnje leto praznoval 60 let in pod njegovim motornim pokrovom bo električni motor. Pravijo, da so nad novim Abarthom 500e navdušeni vsi. Celo glavni šef skupine Stellantis, Carlos Tavares, ki ga je jasno preizkusil med prvimi in bil navdušen. Še več, dejal je, da se avto, zahvaljujoč hipnemu navoru, vozi hitro in odzivno, zaradi odlične uravnoteženosti podvozja pa se zdi, kot da bi bil prilepljen na asfalt. In ker je posledično natančen v ovinkih ter popoln pri prečni dinamiki in hiter pri stopu iz ovinka, ga je celo bolj zabavno voziti kot klasičnega Abartha 695. Če to reče vrhovni šef, pomeni, da je nad rezultatom zadovoljen. Ampak vseeno nas je zanimala reakcija šefa razvoja Abartha 500, ko so mu naročili, da mora biti naslednik električen. Oh, it was pure adrenaline, pure emotion. And why? Simply because, I'm a passionate of car. I really like car. I'm a pistonhead, let me say. And this car, to me, the assignment to develop this car mean to me to give a future to the passionate like me that will have the chance in the future to feel the emotion and the pleasure of driving in the future world. Abarth 500 je bil evropskim kupcem najprej na voljo v omejeni seriji Škorpionissima, ki je bila na kljub ceni 43.000 evrov razprodana v zgolj nekaj tednih. V redni ponudbi bo Abarth 500e na voljo v osnovni in turizmo različici. Pri obeh bo mogoče izbrati tudi kabrioletsko različico. Obe različici sta že serijsko zelo dobro opremljeni, pri čemer pa turizmo ob še boljši opremi ponuja že serijsko tudi generator motornega zvoka za okolico. Po oglasih pogledamo, kako je Audi rešil težavo lovljenja zelenega vala, se pravi zaporednih zelenih semaforjev. Potem skozi ovinke dinamično zapeljemo motorje in pobiramo podatke pri tem in ugotavljamo, kako varno smo vozili. No, na test pa zapeljemo Opel Astra plug-in. Vožnja po mestu je pogosto povezana s stresom. Pa ne samo zaradi živčnih voznikov okoli nas, ki jih tukaj v Ingolstadtu kar nekako primanjkuje, ampak predvsem zato, ker v mestu imamo rdeče semaforje. Ampak obstaja pa funkcija v avtomobilu, ki jo kupimo kar preko interneta in jo potem vgradimo v naš Audi. Pa ne samo v tiste nove, najnovejše Audije, ampak tudi v tiste nekaj let stare Audije. Ne razložim. Današnja zgodba govori o funkciji, ki stres zaradi rdečih semaforjev znižuje na vsaj dva načina. Najprej nam da odštevalnike, kdaj bo zelena, kar na displeju pred voznikom, torej tudi pri tistih semaforjih, ki tega odštevalnika nimajo. Še bistveno bolj zanimiva pa je informacija o tem, koliko kilometrov na uro naj peljemo, da bomo ulovili zeleno. And you have to consider your speed. Please only. So now the system gives you the information, drive 45 or 50 kilometers to reach the next traffic light. Okay, so now I still see the... okay. That's the perfect scenario. Yeah, that's the perfect scenario. Yeah, because I saw the red light and I wanted to break down, but the system told me that I should. Yeah, so we prevented you from breaking down unnecessary. Of course. Torej, ko naše oči še vidijo rdeč semafor, avto že vidi zelenega, oziroma obratno. If you have a green traffic light in front of you, then every customer says, okay, I have to accelerate a little bit to catch the green wave. And with the closer, the customer doesn't have to hurry up because he knows, okay, if I drive the speed limit, I will be able to cross the next traffic light with the allowed speed limit here. Ali pa bo avtomobil rekel, ne, ni smiselno, ne boš ujel zelene, umiri se, spusti plin. Pa čeprav v daljavi vidiš zeleno. There was a traffic light where I didn't get the information about what was the reason that the traffic light wasn't connected.
That's the reason, yes. Yeah. Namignil sem vam, da si lahko lastniki Audijev to funkcijo dokupijo prek spleta, prek Audijeve aplikacije, bodi si prek 5 evrov vredne mesečne ali pa 45 evrov vredne letne naročnine. In na voljo je tudi voznikom starejših Audijev, ki pa že morajo imeti vgrajeno internetno povezavo, recimo za sistem eCall. In ja, ta funkcija ni na voljo samo za Nemce, ampak tudi za tiste Slovence, ki se vozimo po Ingolstadtu, Münchnu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Berlinu ali pa Salzburgu. If we want to implement this system, for example, in Slovenia, in Ljubljana, what kind of data do you need? We have to Reprogram it for every city. Yeah, we have to prepare the complete city, so we have to prepare every single traffic light. We need the topologies, we need new control units which are able to connect with the backend. We need the data itself. What kind of data is this? It's a package, I would say, which is connected over the normal internet, and in the package it is included. There's included the time of the traffic light, how long is the time when it switches from red to green or from green to red, how many signal groups do we have, and things like this. Ampak tu je pa še ena zagata, ki je Audi sam ne more odpraviti. The information is also depending on the traffic density. Yeah, on the traffic volume, yes. Mm-hmm. So if there's many cars around me when I'm driving on the road, the information could be wrong? The information could be wrong. So at the moment we are not possible to consider the traffic volume because it's not possible for us to use the information from other cars. Could you get this information from the cities as well as the traffic light information? No, that's not possible at the moment. That's not possible. Se pravi, razvoj se dogaja, zdaj ali se dogaja hitro ali pa počasi, to pa je seveda stvar percepcije. Zagotovo pa je že danes popolnoma očitno, da bo lahko povezan promet deloval bolj zvezno in manj stresno. Za podatke o tem, kje, kdaj in kako se vozimo, se zanimajo številna podjetja. Možnosti za monetizacijo teh podatkov je namreč resnično veliko. Ampak od teh podatkov ima lahko nekaj tudi uporabnik, se pravi tisti, ki jih je naredil. Pred nami sta danes dva taka primera. Audijev inteligentni način predvidevanja zelenega semaforskega vala in Triglavov drive, ki motoristom pomaga analizirati vožnjo in s tem spodbuja k bolj varni vožnji. In pri tem nikakor ne gre zgolj za izmenjavo podatkov med avtom in avtom, pa med avtom in infrastrukturo, ampak za pretok informacij med vsem, kar se premika. Trenutno so zmagovalci tega početja doma na Kitajskem. Zato imajo dva razloga. Reševanje svojih velikih prometnih težav in v prihodnosti prodaja te tehnologije drugim državam. Imajo pa še eno posebnost. Debata o tem, kdo in kako ravna s podatki, ni nikoli zelo javna. Pred nami, Evropejci, je torej pomembno obdobje. Jasno je, kako velik potencial se skriva v podatkih in upravljanju z njimi. Pred nami pa je pomembno obdobje, ko se moramo dogovoriti, kako bomo tega nekaj imeli ne samo mi kot posamezniki, ampak tudi kot družba. Kasneje, kot bomo stopili na to pot, dlje bomo stali na mestu. In to dobesedno na mestu, v kolonah. Da je vožnja z motorjem, pa tudi z avtom, lahko dinamična in varna, smo v avtomobilnosti že večkrat govorili. V naslednjem prispevku bo o tem nekaj rekel tudi moj inštruktorski kolega Daljevič. Umetno zgrajene ceste poligona na Vranskem so prvovrstno okolje za učenje pravilnih manevrov, ki jih moramo vozniki obvladati v kritičnih situacijah. Toda inštruktorji v rumenih majicah vse pogosteje poligon dopolnjujejo z urami vožnje v realnem prometu po ta pravih cestah. Tako so lansko leto zasedli kar 700 desnih sedežev v avtomobilih starejših voznikov. Pa na teh vožnjah niso učili klasično pošolsko, ampak je šlo bolj za klepet o ustreznem ravnanju v prometu. Zato tudi se ta vrsta tečaja vožnje ne imenuje šola vožnje, ampak kar osvežitvena vožnja. No, letošnje poletje bodo osvežitvenih voženj deležni tudi motoristi in prijave na izlet v družbi AMZS-jevih inštruktorjev se odprejo prav zdaj. Poskenirajte torej kodo in izberite vaš termin, še preden se vsa mesta zapolnijo.
Motoristi lahko uživajo predvsem v ovinkih. V ovinku se potem vidi, kdo si upa oziroma koliko ima kdo kilometrov za seboj. In prav zato osvežitvene vožnje potekajo najprej po ovinkih, po zaprtih ovinkih, kajti ne odločno sukanje desne ročice, temveč ustrezno prestavljanje lastnih kilogramov na ta pravo stran v ovinku, to je tisto, po čemer se pozna, kdo je motorist, ki razume, zakaj sploh gre pri motorju. Ob tem pa podatek, kolikšen staž ima motorist, kljub vsemu ne igra ključne vloge. Leti so neke navade lahko tudi napačne. Ni nujno, da vsak dan imajo problem, pa da ga sploh imajo, ampak mogoče že zajamejo ovinek napačno, ampak se jim zdi vse v redu, ker ni nasprotnega prometa. Se pravi, da varnost ne definira to, da se nič ni zgodilo. Nikakor ne. Ker lahko je pač bilo do sedaj vedno vsak ovinek, ne bo neko vsak, ampak ogromno ovinkov narobe odpeljano. Da se zavedamo, da lahko smo tudi mi zmotljivi ali pa delamo napake. In to popraviti je potem naš cilj tudi. V večini primerov inštruktorje zgolj popravljajo linijo, torej svetujejo, kdaj zavreti, kam gledati, kam se postaviti, koliko nagniti, kako nagniti, kdaj pospešiti. In še enkrat, pozor, nikar z glavo čez črto. Prava linija skozi ovinek je ena sama, ampak... Če nas je recimo 8 plus 2 inštruktorja, torej 10 na takšnem tečaju oziroma izletu, pol imamo 10 različnih hitrosti lahko v ovinkih. Kar pomeni, da nikakor ne želimo povedati komorkoli, da se mora peljati tako kot jaz ali pa jaz tako kot on skozi ovinek, ampak oči vsakemu spovedo, kakšno hitrostjo se naj pelje. Kar se pa linij tiče in pa vsega ostalega, varnostne razdalje, vse to pa moramo vsi biti na istem. Pravila skupinske vožnje, kakšne so? Kako se te zadnji v koloni počuti? Ni enostavno, ne, ker vedno imam občutek, da pa zamuja, da zaostaja, če ravno to ni temu tako. Ne. In tudi skozi pogovor že na začetku, preden se odpeljemo na ta izlet, pazimo oziroma pogovarjamo se z vsemi, da naj ne skrbijo za to, da je prvi odgovornik, ki bo potem zmanjšal hitrost in počakal, da se potem res kolona zopet ustvari takšna, kot je zamišljena, da ni za tega preveč razdalje med nami. Potrjujemo, da ste inštruktorja Darko in Marko izbrala odlično cesto za treniranje tega, kako na cesti ujeti flow kot motorističnemu idealu, pravi Tjaša. Kaj konkretno se recimo odnesla od njih dveh? V bistvu dobre linije imata, res sta dinamična, res se vidi, da je to njuna služba, res sta suverena voznika, no. Rada bi jih mogoče povabila na enduro. Ves čas govorimo, da prav v ovinku motorist pokaže svoje znanje. Ampak pozor, nikar se ne razumemo narobe. V bistvu danes smo bili varni in dinamični, tako da smo se peljali na varni meji in pa zelo dinamično. No. Imamo digitalni dokaz. Na današnji vožnji, kaj so pokazali podatke? Kako smo vozili? Vozili smo odlično. Algoritem, ki ocenjuje te vožnje, je deloval podobno kot tudi inštruktor, tako da je potrdil, da je lahko vožnja, kljub temu, da je bila dinamična, obenem tudi varna, tako da je v bistvu bila ocenjena z 99 točkami od 100 možnih. Se pravi, če prav razumem, na nek način je zelo enostavno doseči tako modro vožnjo, tudi z dinamično vožnjo na motorju. Če je vožnja takšna kot danes, vsekakor. Je pa treba poudariti, da mi smo pri današnji vožnji upoštevali omejitve hitrosti, predvsem pri vožnji skozi naselja, je algoritem ocenjevanja voženj oziroma temelji predvsem na hitrosti oziroma prekročitvi hitrosti. Torej, aplikacija Drive grobo kaznuje divjake, ki se važijo po naseljih, hkrati pa odpravlja motoristovo bojazen, da bo kratila užitek v teh posvečenih trenutkih. Ne, Drive je do motoristov bolj prizanesljiv kot do voznikov avtomobilov. Pri snemanju voženj z motorji, aplikacija Drive kot recimo temu prekomerno zaviranje ali pospeševanje zabeleži precej kasneje kot pri vožnji z avtomobili. Pritisneš start, pospraviš telefon v žep. V bistvu moram priznati, da sploh nisem razmišljala na zadevo. Pa je bil kljub samo rezultat 99. Ja, fajn je bilo, no. Glede na podatke, ki jih je pokazala aplikacija Drive, je bila ta naša vožnja zdaj neatraktivna, rečemo temu. Čisto v celoti modra, ene dve majhni rumeni pikci. Ja. In tudi pokazalo je, da je najvišja hitrost bila 90 km, torej nismo prekoračili tiste hitrosti. In jaz mislim, da skozi to, če pogledamo potem na koncu to Drive aplikacijo oziroma našo vožnjo,
sami plusi. Sami plusi, da se torej dinamično peljati. Za razliko od večine znamk, ki svoje modele razvijajo z mislijo na globalno prodajo, pri Oplu poudarjajo, da gre v primeru Astre za izključno nemški produkt. Lahko je res, da so novo Astro zasnovali, razvili in izdelali v Nemčiji, vendar pa so zagotovo bili deležni pomoči strani Peugeota in njihovega modela 308. Navsezadnje gre za podobno velika modela. Pri obeh pa se najde kar nekaj enakih sestavnih delov. Ampak če so Nemci iz skupne vreče vzeli le najboljše, potem to sploh ni slabo. Za moj okus celo malce preveč sledi zunanjosti tudi notranjost. To se odraža predvsem v ostrih linijah, ki so precej izrazite, izstopa velik osrednji zaslon, ki pa pravzaprav sploh ni osrednji, ampak je v Astri zgolj en, imenovan Pure Panel. V njem pa so združeni tako osrednji zaslon, kot tudi novi digitalni merilnik. Pri Oplu že od nekdaj stavijo na dobre sedeže in tudi v novi Astri se sedi dobro. Pred voznikom pa je spet nekoliko drugačen volanski obroč, ki pa lepo sede v roki, predvsem pa ponuja velika in pregledna stikala za upravljanje različnih funkcij in tempomata. Vsaj zame pa se verjetno najboljši del tele Astre nahaja pod motornim pokrovom. Oznaka PHEV razkriva, da gre za priključnega hibrida. V tokratnem primeru sta združena 1,6-litrski bencinski motor, ki doprinese 110 kW, in električni motor z močjo nekaj malega več kot 81 kW. In pri tem poskrbita, da se Astra z mesta do 100 km požene v dobrih 7 sekundah in doseže največjo hitrost 225 km/h. Tale Astra spet prinaša občutke, kakršne so nemški avtomobili prinašali nekoč, ko si v ovinku točno vedel, kaj se dogaja pod kolesi, predvsem pa si za volanskim obročem čutil, kje so meje in sposobnosti avtomobila. Ja, vreme je to poletje res nepredvidljivo in preseneti vas lahko kakšna ploha tako na poti, kot tudi med oddajo. Vreme naj vam ne pokvari niti izletov, kaj šele poti. Tako z avtom, kot z motorjem. Spremenljive vremenske razmere so lahko tudi zanimiva vozniška izkušnja. No, ko si ravno pri vozniški izkušnji, v naslednji oddaji, v zadnji oddaji te sezone, se na popotovanje odpravimo z električnim avtomobilom in s kolesom na ter kolesi zadaj na vlečni kljuki. Tako da bodite z nami, vmes pa klikajte na naša socialna omrežja in seveda tudi na YouTube.